Cezanjevci, majhen kraj, v katerem živijo dobri in delovni ljudje, je danes postal mnogo večji, kajti zrastel je eden najlepših in najmodernejših vrtcev v tem okoliši Slovenije. Dobili smo svetel, prostoren in kreativni objekt, ki omogoča stike med otroci in odraslimi ter predstavlja dobro počutje vseh vpletenih. Zato se lahko z velikim ponosom in z velikim veseljem iskreno zahvalim občini Ljutomer, županji magistri Olgi Garba, ki je dolgoletne sanje strnila v realnost. Hvala tudi občinski upravi in občinskemu svetu, vsem predstavnikom in tudi dosedanjim predstavnikom krajevnih skupnosti Cezanjevci in Stara cesta, ter vsem ostalim, ki so si v teh in preteklih letih na kakršenkoli način prizadevali za novogradnjo vrtca v Cezanjevcih. Danes je dan, ko odpiramo vrata našega novega vrtca. S tem smo tudi našim otrokom oziroma vašim najmlajšim krajanom, najmlajšim občanom dali nekaj več. Prostorski in materialni pogoji so se jim res izboljšali. Prej, ko ste poslušali gospoda ravnateljica, je na dolgo in široko opisala, kaj pomeni dejansko izgradnja tega vrtca za samo šolo v Cezanjevcih, kako tudi za sam šolski okoliš. Zato tega ne bi ponavljal, rad pa bi poudaril le eno dejstvo. Sam vrtec je grajen po najnovejših standardih pa normativih in bo dejansko služil še kar nekaj let svojemu namenu. Na nas pa je, da ta vrtec ne bo tukaj kot samostojni objekt. Zato se moramo prizadevati, da bo čim prej prišlo do izgradnje šole in tudi telovadnice. Zato mi dovolite, da se še enkrat, to je tudi že prej upravila gospoda ravnateljica, zahvalim vsem tistim akterjem, ki so sodelovali pri sprejemanju ključnih odločitev, da je prišlo do izgradnje tega vrtca. Tu imam najprej v misli vas, gospa županja, gospoda Kalba, kakor tudi oba občinska sveta, prejšnjega in aktualnega, ki ste sprejemali ključne odločitve. Seveda, tu ne smemo pozabiti sveta Zavoda osnovne šole Janka Ribiča z načelom, z vami, gospa ravnateljica, in na koncu želim vam, malčke, in vam, spoštovane vzgojiteljice, prijetno bivanje v novih prostorih. Hvala na pozornosti. Potrebno je dodati še priključek na električno energijo 9000 evrov. Čas, da potegnemo črto in da se štejemo. Vrednost celotnega projekta je skupaj znašala torej okrog 2 254 000 evrov. Občina Ljutomer je v letu 2015 pridobila kredit v višini 1 000 000 evrov, razlika se je pokrila iz sredstev proračuna občine Ljutomer. In zelo sem bila vesela, da nam uspeva. Tudi zato, ker sem sama obiskovala ta vrtec in osnovno šolo. In zato, ker vem, da brez vrtca, šole, cerkve in gasilskega doma ni življenja na vasi. Vendar navkljub vsemu temu napredku se je tik pred zadnjimi volitvami zdelo, da bo vse našo delo zaman. Zaradi zamikov pri financiranju vodovodnega sistema C in številnih drugih zapletov je kazalo, da bomo težko zagotovili teh 2,2 milijona evrov, ki sta potrebna za vrtec. Brez tega denarja bi imeli le drage načrte za lepo urejeno območje, na katerem danes stojimo. Otroci v Cezanjevcih bi še naprej trpeli v nesprejemljivih pogojih. Vzgojiteljice in sodelavci bi bili izpostavljeni slabemu delovnemu okolju. Vsa naša dobra volja in energija bi se razblinila v megli obžalovanja.
V tistih trenutkih bi bilo najlažje popustiti pritiskom in vas prositi, da prestavimo projekt na leto 2020. Lahko bi tudi šli v gradnjo s figo v žepu in upanjem, da se stvari v proračunu in sistemu ocene kakšne same od sebe izidejo. Tretja možnost je bila, da bi čakali na državo, da pridemo na vrsto za financiranje. Nič od tega nismo izbrali. Dali smo besedo, da bo projekt izveden. Ne do 2020, ampak do danes. Nismo šli v gradnjo na pamet in s tveganjem, da se ustavi na pol poti. In zelo prav je, da se nismo odločili čakati na državo, ki je vmes na žalost tudi znižala sredstva občinam, konkretno občini Ljutomer za malo manj kot 2 milijona evrov. Kar nam je žal, saj bi s tem lahko zagotovili večjo kakovost življenja ljudi tudi na podeželju. Namesto vsega tega smo zaupali našemu programu enakomernega razvoja krajevnih skupnosti in sledili seznamu obljub, ki smo jih dali. Ljudem iz vseh krajev v občini smo ponudili isto in iskreno izbiro. Vsepovsod je veliko stvari, ki zahtevajo pozornost in boljše urejanje, prenovo, sanacijo. Vendar zato, ker smo skupaj določili prioritete. In ob tem smo izkazali obzirnost do prioritet vseh drugih krajevnih skupnosti. Zato smo lahko v proračunu zagotovili 1,2 milijona evrov in najeli kredit za preostali milijon razlike. Zato, ker poskušamo slediti načelom enakomernosti, imamo vsepovsod napredek s počasnimi koraki. Ponekod so to ceste, drugod dom krajanov, Čezanjevcih je to vrtec. Vem, da je bila to prava izbira in prava prioriteta. Tekom gradnje so me obiskali otroci iz Cezanjevec. Skupaj z gojiteljicami so prišli peš od tukaj do Ljutomera. Zaupali so mi vedno znova, kako poteka gradnja. In iskrena hvala, da ste skupaj z otroci doživljali vsak kamenček, ki je bil zgrajen tekom celotne gradnje. Čutila sem hvaležnost in zaupanje. Občutek, verjamem, da je bil obojestranski in je tudi danes. In res iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali uresničiti te sanje. Hvala lepa. Thank you.
ti zakdereš. Od njej, ko si že na začetki šolskega leta cveka pobasala, pa ima te celo šolo doma zaradi tega. Kaj sta tvoja dva iznurila? No, kje si te cvek posala? Zihaj pri športi, ko tak vem, ko se ti opet nije dolo, niti malo se pretegnete. Ko pa bluziš? Jaz smo njo same petke. Ja, zihaj, če ti tak proveš. Si ga videla? Koga? Tvojega žana? Pa kaj, če si še ga stolno ni pozobilo? Veš, nič ne rečem. Resen, ko šminkersko zgledna, ali to pa je tudi vse. Pa naš novi vrtec. Tak je lepe, ko se ga namre naglednute. Vijolična, plava, zelena, rdeča, oranžna, tako kakšni mavrični pravljice. Ja, zgledne, ko si ti malo v nekšni pravljici. Žensko, pa te že cent bijo, ko so ga naredili. No, kaj lep, pa si ni prav povedala. Vzemamo tušce za ovce daleč naokoli, najlepši vrtec. Ja, pa si ti videla, kako budno so ljudje našo gradnjo spremljali. Sploh še se naši mali sončaki niso odselili, že smo bili v cajtinga. Pa ni samo to. Glej tu, tudi na Facebooku smo. Glej, kako nam ljudje lajkajo. Pa resen. Samo, če boš ti to grozno jokala, bomo imeli poplave še pred prvim dažom. Droga Anja, to pa se ne da zgodilo. Smo imeli tudi najboljše projektante, pa seveda gradbince, ki so naredili tak, kak mozabite. Pa še ravnateljca jim je dihala za ovratnik. Veš, se je malo na vihu vleklo. Je mama gučala sosedu, ka prav to te nove vrteci vse nobel pa moderno. Ja, zato pa čem biti opet mala. Če niti v toti vrtec, pa se tu špilate. Kako so to ti mali stolčeki, pa mizice ljubane, pa igralni kotičke. Takoj bi svoji najljubši vzgojiteljci kafe skuhala. Pa več imel takoj poleg pa teraso. Pa jaz bi bila v tisti rdeče, tista mi je najlepša. Batino na bluze, ko bi opet kakala, pa lulala flače, pa bila smrkava, pa cmerava. Lepo te prosim. To glih ne, ale? Poslišaj, kaj ti zdaj zdaj povem. Resen je vse super zrihtano. Žaluzije na elektriko, prezračevanje, domofon, igralnice pa tak veke, pa telovadnica, oziroma večnamenski prostor, pa zbornica. Zbornica? Če vzgojitelji tudi niso v zbornico. Pa in te ni treba tam sedeti, tako k našim učiteljom. Ja, kaj pa te načrtujejo vseh aktivnostih, kjer smo bliže kak mali deležne? Ja, moš ti prav. Veš, so oboje naši učitelji strašno fomš. Bi si najrajši v to zbornico to gor odselili, če bi imeli kon, ko se v tisti ne bi tako stiskali. Ja, vse dobro, ko so vsi bolj šlomi. Če bi bili malo bolj okrogli, bi bil hudi drink. Ja, imaš prav. Samo kapa kuhja. Če je nova, te veš, kak je lepa. Lepa? Ja, veka pa. Tak veka, ko se v tisti shramba skibiš. Te kuhja. Ja, pa kakšne shrambe? So pa kuhja nuda samo pult, pa šporhet, pa to. Ja, tudi tak misli, zato ker tam v naši šoli gledaš takšno. Veš, ti imaš plac za zamozano hrono, za posodo prati, za kuhati, za veke hladilnice, za shrambe, za skladišče hrone. Nego, gre z enega v drugi prostor, pa se lahko skibiš. Pa misliš, da je to naši dva kuha razmogla? Kaj te nata, zato le uživala. No, malo da že vem, da švicala, kdaj tam mišala s tistim ogromnim mikserom, pa nam delala pecivo. Ja, zdaj še samo falikaš rekla, kata kuhala, ala bi ne Valčič. Ti se sam smej, sem ti še tu pozobila povedati. Veš, ko smo drugi v Sloveniji, kjer imamo v kuhi najmodernejši strop. Nego tistih nob, nigi nič na fudo pa ne šumi. Ja. Jaz bi resen rada bila opet mala, pa bi rada hodila v toti vrtec, pa bi se šla pocartat k moji Brigite. Joj, veš, kaj si me še zelo spotila, kaj se povesi k oči? Kaj te opet? Pa nekaj, da že šolo ti poleg zidale. Ne, pusti to za drugič. Veš, ko gre naša Brigita, kjera je celi cajt delala samo s cezarovci, jo nora v penzijo. Ja in? Ja, prej je rekla, ko še tudi unoči malo uživati v totem vrteci. Tako še ne šla v penzijo. Nemogoče, to pa ti je novica.
Ja, Bettina, se pa si tudi ti lahko del tega vrteca. Bog ne daj, za decu meti pa se še res premlodom. Pa nisem tako mislila. Se pa te češ že od nekdo biti vzgojiteljica, ne? Ja, samo... No, taka draga prijateljica, pridno nabiraj ti tiste svoje petke v šoli, pa boš mogoče nekdo tudi ti vzgojiteljica. Tebe do deca itak imeli najrajše. Ej, puce, počakajte, sem malo navihnil nekaj. Vse, kar ste rekli v našem vrtece, je resen. Samo nekaj pa sta vseeno pozobile. Ja, pa nekaj tudi ti češ biti mali vrtec, jo. No, sicer vem, kaj tako bolj zgledne, samo tebi bi moja mama zihar kaj. No, zdaj pa resen, se še spotite, kde so tiste temeljni kamen zidali za toti vrtec? Ježiš, kak je bilo te lepo. Ja, pa puno ljudi je bilo tu. Se te glih nismo verovali, ko bomo gnez gledali toto čudo. Ja, tebi je tu moj brat Benat, se še ga spotita? No, moj brat, ker je gnez že daleč v sredi šole, je te obljuba, kada da eno priznanje tisteme, ker da sanjih najmanjših tudi uresniča. Ja, in ti si zdaj tu prinesla? Seveda, naši najmanjši so slikali vrtec, pa sliko malo okrasili, te pa so se odločili, ko jo dojo vsem v občini Lotmer, torej župani, občinskim svetnikom, občinski upravi, tako vsem dobrim ljudem, kjer so na kakršenkoli način pripomogli k temu, ko mi nas gledamo tu najlepši vrtec daleč okole. Zato prosim našega malega Vala Gorjaka in vzgojiteljico Brigido, da stopita k nam in predata pozornost. Vabimo pa tudi našo županjo, magistrico Olga Karva, da prevzame to pozornost in da poskrbi, da bo v prostorih občine Ljutomer našla primerno mesto. In naj vam bo spomin in opomin, da skupaj z dobro voljo marsikaj dosežemo. Mi trije pa vsem zaslužnim za naš novi vrtec kličemo glasen hvala. Eno skupinsko. Torej, bratje in sestre, skupaj z našimi otroki, ki ste nas tako prisrčno nagovorili, smo že dolgo pričakovali dan, ko se bodo končno odprla vrata tega vrtca. Tako ste lahko začeli z delom. Res Bogu hvala, da smo to dočakali.